Živijo, sem Matej Cepin in poslušaš 69. epizodo podcasta Goreči grm. Bliža se novo šolsko leto in za mnoge med nami s tem ponovno prihaja čas večjih sprememb. Najprej seveda za učence, dijake in študente, potem pa tudi za starše, za zaposlene v različnih pedagoških poklicih in tudi za tiste, ki smo v poletnih mesecih izkoristili večino svojega dopusta ali prostega časa. Kako bomo na jesen postavili svoje prioritete? Se bomo do vratu in še čez zapodili v delo ali bomo kaj vlagali tudi v svojo osebnostno rast? Povod za to epizodo je bila misel, ki sem jo nekje slišal. Eno je delati svoje delo, drugo pa je delati na sebi, kajti le drugačen, izboljšan, nadgrajeni Matej bo lahko čez leto dni veliko bolje delal svoje delo. Zato me že nekaj časa vznemirjajo vprašanja, kot so, koliko osebnostne rasti oziroma vlaganja vase naj si pravzaprav privoščim. Kje so omejitve, časovne pa tudi finančne? Na katerih področjih naj rastem? Kateri pristopi se splačajo? Koliko naj se tega lotevam načrtno, koliko pa po navdihu? V podcast sem povabil dva prijatelja, ki sta mi na področju osebnostne rasti resnična zgleda. Benjamina Siterja, moža, očeta in vodjo družine in življenja, katerega goreče grme sva predstavila v 10. epizodi, ter Jakoba Štrbenka, prav tako moža in očeta, ob tem pa še podjetnika in voditelja skupin za moške, ki je bil gost gorečega grma v 64. epizodi. In bilo je, recimo temu, brez dlake na jeziku. Ja, smo se kar ogreli in si povedali tisto, kar zares mislimo. Tako da po ponovnem poslušanju mislim, da bi utegnilo biti zanimivo tudi zate. Pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Benjamin in Jakob, dobrodošla v Gorečem grmu. Živijo, Matej. Hvala za vabilo. Ko govorimo o osebnostni rasti, je fino malo pogledati za nazaj in se vprašati, kje sem bil. Recimo bom postavil 5 let nazaj. Kje sem bil 5 let nazaj, pa dajmo to vprašanje uvodno uporabiti tudi za predstavitev vaju dveh ponovno, tudi če sta že bila v epizodi. Kje sem bil 5 let nazaj in kje sem danes in kakšna je ta deltica, ta razlika? Wow. 5 let nazaj, to bi bil torej avgust malo pred Covidom, 19. Takrat sem ravno imel za seboj svoj prvi Exodus 90, kjer sva se tudi z Jakobom prvič srečala, na prvem srečanju te skupine naše. Se pravi, tista prva sila tistega Exodusa je bila malo skozi, smo dali čez in smo uživali v tistih nekih nadaljevalnih poletnih spodbudah za osebnostno rast, ki so bile malo manj na hard, recimo, ne. Tako da jaz bi mogoče to vprašanje postavil še mečke nazaj, 5 let pa pol ali pa 6 let nazaj. Super. Sem bil pa v enem dolgoletnem limbotu, bom rekel, dolgoletnem takem občutku, da se v mojem življenju nič bistvenega ne spreminja. Tisto moje neko prvo spreobrnenje pri 20 letih je bilo že kar daleč za menoj, se pravi, sem bil star tam nekje proti 40. Ja, z ženo sva imela že 4 otroke, oziroma ta 4. se nam je ravno takrat rodil. Jaz sem imel pa občutek, da se nič ne premikam, da nič ne rastem in sem si šel fejst na živce in sem imel za seboj kar neki let. Tako, če gledam zdaj za nazaj neke svoje dnevnike, moledovanja Bogu, da bi se vendarle že nekaj bistvenega začelo spreminjati. To je bilo moje stanje kar nekaj časa. Ne vem, kdo se spomne tistega Groundhog Daya filma, ki imaš občutek, da se kar skozi nekaj ponavlja. Kaj pa vemo, v odnosu z ženo sva bila funkcionirajoča, nič kaj posebnega se nama ni dogajalo. Jaz sem funkcioniral pri učeni vlogi na močne žrtve. To je bil moj status ali pa moj modus vivendi. Kaj pa vem, finančno, produkcijsko, fizično sem bil dost šibek. Pa ne rečem, da se je zdaj vse čudežno spremenili in da sem prišel na tisto svojo obljubljeno deželo, ki sem si jo začrtal v tistem svojem prvem Exodusu, ampak v resnici je bila sprememba, ki se je v meni zgodila veliko globlja, veliko bolj notranja
in je šla pač predvsem na to, kako jaz razumem samega sebe, kako razumem odnos, ki ga imam z Bogom, kako midva z ženo funkcionirava. To je šlo morda prek nekih faz, ki so bile težje, do faz, ki so zdaj mnogo slajše, kot so bile prej, ker se res dobro razumeva, ker imava vloge bolje razmejene. Tako no, največja sprememba moja, bom rekel, je bila v nekem samorazumevanju. Predam Jakobu. To, kako sam sebe dojemaš, je v bistvu glavna deltica v teh 5,5 letih, če prav razumem. Okay. Ja, kako sam sebe dojemam, kdo sem kot oseba, kaj je moje, kaj ni moje, da znam postavljati meje, malo bolj jasno, čistko v praksi. Če grem kar skozi ta proces, mogoče mečken bolj konkretno, no, bom rekel, vse skozi mi je ta sprememba se dogajala v kontekstu teh naših skupin, najprej Exodus skupine, potem Level Up skupine, ki so tedenske. Ključen se mi zdi ta pač proces tega, da smo se mi tedensko odkrito in zelo iskreno pogovarjali o samih sebi in da sem dobival redne feedbacke. Pač jaz sem bil v globini, v svoji globini sebe sem bil zelo nesamozavesten, zelo boječ, zelo negotov. Dobro, nekaj tega je ostalo in tako naprej, ampak ko dobivaš sprotno neko korekcijo, se pravi ali pa potrditev s strani fantov, ki te spremljajo na dolgi rok in jim te stvari sprot prepoduješ, je pač ta zadeva se korigira, se spreminja. Ne? Ko temu dodaš še neki terapije zraven, kjer ti pač terapeut da zelo jasne in konkretne odzive, se preko teh spoznanj dogaja ful pač notranjih premikov. No? Ja, hvala, ti si zelo šel zdaj v metodo, ne, osebnostne rasti, ne samo v to, kaj so glavne razlike, ampak tudi slišal sem te tako kot, ne, da je tako lažje eno veščino novo pridobiti, ne, to sam sebe, to si tako, se mi zdi omenjeno, sam sebe drugače videti, sam s svojimi bolečinami se sooča, tisti je pa še veliko globlji sad, ne. Ja, bova pa še kaj naprej. Idemo zdaj še Jakobu prostor. Evo, Jakob 5 let nazaj in danes, kaj so glavne deltice? Jaz sem na zadnje o tem razmišljal, ko se mi je rodil ta 4. otrok, hči, par mesecev nazaj, in sem se zavedal, da vsak od mojih otrok je bil posledica neke večje odprtosti. Se pravi, da sem se jaz lahko odprl v duhovnem smislu novemu življenju in otrok je pač tak zunanji videz tega, je pa tudi ogromno drugih sadov odprtosti. Ne? In če gledamo 5 let nazaj, sem jaz bil na koncu enega cikla, ki je trajal 15 let, recimo, 12 let. To je malo podobno, kot ti rekel Benji. Ja, je nekaj na tem, ne pa. Si pa ful mlajši, ne, tako da si od prednosti. Čak, da pride moje pričevanje, ker sem še starejši od obeh, pa se mi zdi, da sploh še nisem prišel tja. Zdaj sem že v novem 12-letnem ciklu. In jaz sem postavil svoje življenje na neko pot in to je bila pot kontrole in s tem je bila pot sile. In sem prišel do konca tega. Nisem mogel več iz te sile delovati in dano mi je bilo slišati možnost, da obstaja nekaj več od tega. In 5 let nazaj sem se jaz začel počasi odpirati tem stvarem. Če bi mogel delto iskati na enem področju, bi rekel, največja delta je ta odprtost. Pa delač od tega, da sem jaz zdaj 100% odprt, ampak kar mi je pa uspelo v 5 letih je, da ko pride nek sprožilc, nek trigger, neka situacija, na katero želim jaz reagirati v smislu prelaganja krivde na druge, kontrola situacije, zavedanje, ki si ga bi želel včasih, da jaz lahko to speljem na način, kakor se meni zdi najboljš, se pa zdaj vprašam, kaj pa če to ni tako? Kaj pa če vse to, kar jaz vidim, je v bistvu samo odsev nečesa, kar pa sploh ni več res zame. In gre od najglobih stvari do čist banalnih, od tega, da lahko slišim glas, ki mi reče,
vreden si, v redu je, dobro bo. Do tega, da to naredim recimo na enem službenem sestanku, da lahko, ko vidim del, ki ni dober, ki ni smiselen za me, lahko rečem, tole pa ne morem. Pa bi včasih hotel dokazati, včasih bi hotel imeti kontrolo, pa hotel bi dokazati, da se da lahko jaz naredim čudež, pa mi ni več treba. Bravo. Hvala za obe te dve zgodbi. Moja zgodba bi bila nekako ta, da najbolj prepoznam te deltice skozi neke navade, ki jih 5 let nazaj nisem imel, zdaj jih pa imam. Ne? In glavne te navade bi izpostavil, sta dve, ki jo prej nisem imel. Ena je vsakodnevna molitev ob Božji besedi, skoraj vsakodnevna, no, da ne bom pretiraval, nekje 15-minutna. Druga je pa tretja je mrzel tuš, recimo vsako jutro, kaj je mogoče banalna stvar, ampak vse najde. Tretja je pa branje elektronskih knjig, se pravi naročnina na Audible, ker mi je pač ful lažje brati elektronske knjige, zvočne, no, kot pa fizične in torej slišne, ne, kot vidne, naročnina na Audible in konzumiranje teh vsebin, predvsem o osebnostni rasti. To so navade. Zdaj, kaj je pa odzadaj, bi pa rad to se referiral na te, Benjamin, ali pa mogoče tudi malo na te, Jakob, da pa občutam, da sem še vedno v nekem krogu, ki se mi že od, bi rekel, prvega otroka pojavlja, recimo, torej 15 let nazaj nekje, no? Da ne čutim tako zelo močno nove stopnje svojega razvoja. Ti si bil že prej tam. Ne vem. Ne, po moje ne. Zelo mi je lepo to, kar si ti rekel, a ne, pa tudi pred to epizodo smo se pogovarjali, ne? Ali je nekje ekspanzija, nekje pa, da se struktura spreminja. Ne? Meni se je vseh teh 15 let struktura družine totalno spreminjala. Ne? Šli smo iz 2 na 8 in to seveda za sabo potegne selitev, pa za sabo potegne večje nakupe avtomobili in podobne stvari, pa pohištvo, pa ne vem kaj vse te večje nakupe. Čutim pa, da nisem, tako sploh mi ni slabo zaradi tega, no, ampak čutim pa, da nisem neke nove stopnje razvoja pridobil, tako kot sta vidva to čutila v zadnjih 5-6 letih. No in ker smo prijatelji in ker smo v skupnosti, ti lahko jaz povem, da to ni res. Pač si tako se mi v skupini pogovarjamo, ne, ko en pač pride pa takole malo pojambra, pa reče, meni se pa zdi, da se zdaj še ne vem koliko časa nič ne spreminja, bomo drugi rekli, poslušaj stari, ni res. Jaz v tebi, Matej, vidim konkretno izjemno odprtost, pripravljenost in sposobnost poslušanja, tudi konkretno te odprtosti za Božji glas, pa tudi veliko več manj togosti, manj strahu, manj oklepanja svoje intelektualne superiornosti in več neke sproščenosti in prepuščanja kot jaz recimo pred 5 leti nisem toliko dobro poznal, so se pa pred 10 leti recimo nekako srečevala, ko si bil pač car, ker si bil pač tak intelektualc. To je bilo v tvojih očeh. Ja, tako sem te takrat doživljal, zdaj pa tako, kot sem rekel. No. Vprašanje, čigava rast je to zdaj bila, ne? A veš, ne? Lahko, da je tudi del moje tukaj noter. Ja. Ne predstavljaš mi več tako velike grožnje. Ja, evo, no, to potrjuje mojo tezo, ne? Da jaz nisem rastel ti pa si vmes, ne? A veš, hecam te malo, ne, jaz čutim svojo rast, ampak ne bi kot novo dobo zaznamoval. Recimo, imam več elementov nove dobe v svojem življenju, prej ne, zadnjih 5 let pa ne čutim nobene prav nove dobe. Ne? In tudi se sta tudi videla govorila o 12-20 letnih obdobjih. Pač pri meni ta menik zdaj ni bil. Mi smo tudi dosti različno stari konc koncev, tako da lahko, da je tudi kaj s tem v zvezi. Ne? Kaj pa, če ta nova doba v bistvu sploh ne obstaja, ne? Ker večina nas, ki gledaš nazaj, ne, ki ti meni zastaviš vprašanje 5 let, pa rekel, kaj pa se v resnici sploh spremenilo, pa sej ni nič tazga velzga. Moraš zavestno iti v to, da začneš razmišljati, tole je pa bilo, pa tole, pa moraš se dnevno ustaviti, pa reči, tako kot sem pa danes reagiral, bi pa jaz 1 mesec ali pa 1 let nazaj bi pa drugače naredil. Jaz imam eno tako zgodbo. Vzanč sem šel v Štacuno
in grem tam v Impus, se pravi našo lokalno trgovino za tehnično robo. Bila je sobota popoldne, nikjer nobenega trgovca, iščeš jih z lučjo pri belem dnevu in končno si enega strica jaz tam zbrskam in ga najdem in ga pelem s seboj čez polovico trgovine. In v tistem, ko se približava tistemu delu, kjer bi naj on meni nekaj pomagal, en starejši možakar pride in ga z veliko samoumevnostjo hoče ugrabiti meni, tako rekoč, veš, in si ga kar tam, Jaz gledam tega gospoda in iz mene je izbruhnilo samo od sebe, ta prvo bo meni pomagal, pa se bo pa vam posvetil. Tako, stric je bil tih, jaz sem bil pa tako srečen. In to je bil pač rezultat spremembe, ki se je dogajala v meni, da nisem več tiho kot taka ritka, ampak da celo, a veš, tisto, kar gruntaš za nazaj, da spijo, ki bi lahko takrat to pa to rekel. Zdaj mi naravno prihaja, da jaz direkt bleknem neki ven in si rečem, wow, evo rezultata. Tako. Moja zgodba je pa lih obratna, da mi naravno prihaja, da neki ne bleknem, kaj prej bi. Odvetniški background. Ta zgodba je lep primer tega, da v bistvu čutiš spremembo noter na teh malih stvarih. Na kratek rok, 5 let je v bistvu premalo časa, da bi se na zuni neki full lizga spremenil. Recimo 5 let nazaj sem jaz bil skinny fat, to imajo Američani izraz, da imaš telo, ki je v slabi kondiciji, ampak navzven se to ne vidi, zato ker pač ti je dan metabolizem tak, da pač se to ne pozna. Ko sem jaz začel delati fizično, na treninge hoditi, pa to, sem se šele zavedel, kako neskončno slabi kondiciji sem. Zanj z enim prijateljem skupaj imela vadbo in me je očitno nascal. Me je pol žena vprašala, kako se ti je zdel, sem rekel, dober, zato ker zdaj sem bil samo 30% slabši. Prej bi bil pa 70. In že to zavedanje, da sem lahko rekel, to je zdaj napredek, da sem teh 40% naredil, je znak, da prvič, da se ne grem v opravičevanje, pa jaz sem pa pametnejši, ali pa jaz imam pa boljšo tehniko, ali karkoli, ampak da je zdaj smo na tej poti. In pač smo naredili korake, v redu, gremo naprej. In večina rastlin ni, zdaj se pa dogajajo dnevno, ne vem, kakšni veliki premiki, ampak zgodba na zgodbo se spreminja in pa vsake toliko cajta ven, vse, kot je Benjamin rekel. Ja. Si pa presenečen sam nad sabo, kje je pa to prišlo. No, zdaj namen te epizode je, da bi se vsi trije pa poslušalci malo še bolj zbrcali, če je to potrebno, da delamo še malo več na sebi. Meni se zdi, da je tako v slovenski kulturi ali pa med nami bilo samoumevno ali pa je samoumevno, da delaš na svoji organizaciji, na svojem podjetju. Za Benjamina je logično, da dela na Dižu, na Socialni akademiji, Jakob ti pri svojemu marketinških izzivih, ali pa na svoji družini delati, to tudi žene odobravajo, se pravi, da imaš otroke, da so vzgojeni, da kupaš, da se preseliš, da kupaš hišo, se pravi, delati na sebi. Se mi pa zdi, da ne vem, je bilo za vse nas tri neka nova paradigma, nekaj novega. Sploh imeti v glavi, da en del časa moram pa nameniti delu na sebi. Vsaj pri meni je tako bilo in mogoče je še vedno, recimo najbolj se to opazi, ko ni šans, da bi si jaz prvoščil, do zdaj si še nisem, razen pri študiju za doktorat, stvar, ki me košta 2000 evrov za delo na sebi, pa da bi pri meni je to skozi denar recimo ful vidno. Ker mi je premalo tega cost benefita, v smislu, a bo to prišlo nazaj in kako bo. Recimo tukaj sem jaz še, čisto povem, šibek, ampak gre tudi za čas, in sploh za koncept dela na sebi. A je pri vama tudi to se preklopil kdaj, ali sta imela že skozi, da moraš delati na sebi? Ali? Ja, jaz sem mnogo več kot 2000 evrov investiral v to. Verjetno kakšna nula, pa še krat 2. Ti si... Ali pa tako, ja. Se spomnim, ena prvih tvojih zgodb, ki sem jih od tebe slišal, je bil, da si v izobraževanje ful veliko investiral. Ja, zato ker vsakič, ko najprej sem investiral malo, sem investiral recimo 100 evrov. In pa sem videl, da to ful veliko razliko naredi. Težko bi si predstavljal, če bi gledal iz vidika donosa, da kje dobim boljši donos. Zato ker ga dobim enkrat in investiram v nekaj, kar mi nihče ne more vzeti. Če mi jaz investiram v avto bo zgnil. Hiša se lahko podre. Posel lahko država vzame. Pač ne bo prvič, lahko, ja. Sam en zakon se mora spremeniti, pa je vsega konc lahko, ja. Vse, kar smo investirali, je odpis. Tega, kar pa jaz sem, mi pa nihče ne more vzeti. Meni je bil ta del naraven.
od, ne vem, že recimo 20 leta sem vedno iskal te neke male investicije. Kako bi jaz lahko neki dol pa več dobil. Pa se je pa to stopnjeval. Si pa upal tudi na veliko id, ker si tudi malo več že zaslužil, ker si to donosa dobil. Tako. Mi dva Benjamin so pa tle malo drugačni. Jaz sem čist drugač. Meni se je zdel greh investirati vase oziroma zapravljati za sebe. Zdaj imam eno ljubo osebo, ki gre rajš na operacijo, kot da bi dala 100 evrov za fizioterapijo, ki je res draga pri 100 evrih. Ampak en cajt, ko smo bili mi v procesu, sem jaz vsakotedensko po 2-krat investiral v enkrat na teden fizioterapija 100 evrov, pa enkrat na teden psihoterapija 60 evrov. Lansko leto takle cajt. In mi je bilo težko in je bilo drago. Da hrbtom, ko sem imel že? Ja, s hrbtom sem imel težave, recimo spet ponavljajoče se, ampak tisti sistem, ki zdaj pridno delam, tisto osnovno vajo mi pomaga, da funkcioniram zdaj. In hvala Bogu je bilo vredno tistih 100 evrov. Ena od takih investicij malih, Jakob, mi pride na misel, ko sem delal te osebnostne teste. A veš, 50 evrov stane en osebnostni test, ne vem, for color coding ali pa kolbe ali pa neki tacga. Neskončen donos tega testa, ker vidiš, kdo sem jaz. Sam jaz sem ga še zmer na Audi Blue kupil pol za 11 evrov. Sem iskal tudi tam prihranek, ne? No, veš. A veš, tako. Ampak da si dovoliš, Sparaš si 40 evrov in zgubo 2 leti. Sej to ti govorim, ne? Ja, to je ta greh, o katerem Benjamin govori. Zdaj imam tle remarkable tole zapisati tablico, recimo, ki stane 500-600 evrov. Se priznam, prigdiža sem si jo kupil, ne osebno. Zadnje 2 meseca sem tako produktivn na tej tablici, da je noro. 2 leti sem pa sanjal o njej. Pa si nisem upal prvoščiti, pa mi je bila predraga, pa kaj bi, pa kako bi pa. No, sam veš pa, kaj mene matra. Te sanje pa to tudi, recimo, ti si govoril o metafori donosa, jaz to ful velikrat uporabljam. Kako najdete pravo delanca, v katero investirati, ker zlahka tudi fališ, ne? Sej si moraš tudi dovoliti napako, no, ampak. Ja, ni boljš svaliti pa neki delati, kot pa nič ne delati, pa v paralizi. Glih to, ne vem. Važno je, da se premakneš naprej. Da recimo, če sem jaz zdaj v neki luknji, rabim lahko je fizičen, lahko je duhovni, lahko je poslovni, lahko je odnosni korak narediti. Neki sprobiti. Ja. In jaz verjamem, da tudi tisto, kar ni pot, je donos tudi v tem, da vem, da nekaj ni pot. Ja. Recimo mi v marketingu, ko imamo neko idejo, pa jo bomo testirali in bomo videli, da je slaba ideja, je to del poti, da pridemo do dobre ideje. In ta denar ni bil izgubljen, zato ker sem jaz s to investicijo sprostil kapaciteto, zato da lahko naredim naslednjo in tam vstopam že s tem, kar že od tam vem, kljub temu, da ni deloval in lahko naredim korak naprej. Ampak ti ne poznaš ljudi, ki so že 100 slabih poti sprobali, pa se še niso iz tega nič naučili, oziroma pod vprašanje, kako pri sebi shraniš ta zapis, da je bila ta pot slaba, na ta način, da rečeš, ok, učna izkušnja je bila vsem vredna. Da ne vidiš sam zgube v tem, ampak da to te zdaj kot grešnik sprašuje. Jaz sem ogromen takih napak naredil. Ne vem, sem kupil kakšen kurs, ker sem mislil, zdaj bo pa čudež iz tega, pa na koncu ni bilo. Ampak sem si rekel, zakaj sem pa jaz nasedel na to foro? Se pravi, refleksija ti je orodje. A sem hotel donos, ki ni bil realen tukaj. A veš, da kot sem jaz razmišljal, kaj mene, kjere konkretne vidva sta, ti si recimo Benjamin govoril o skupini, ki ti je bila ključ do osebnostni rasti, ti si pa zdaj jako pomenil refleksijo kot orodje za osebnostno rast. Če ti ne bi reflektiral te napake, se iz nje ne bi toliko naučil. In tudi v izkustvenem učenju v teoriji imamo refleksija je druga faza izkustvenega učenja od 4. Jaz opažam, da mi je skozi teži to refleksijo delati, oziroma da se dobro, to zdaj vse govorim, ampak tudi veliko ljudi opažam, ki ne delajo refleksije. Jaz bi še enkrat poudaril, da imam ta res velik blagoslov in tukaj se mi zdi res čistena božja milost zame osebno, da sem padel v skupino skupaj z Jakobom. Ti delaš v resnici te steke, te dnevne refleksije, toliko in toliko časa in priznam, da se na to njegovo rast lahko tudi naša cela skupina mečken šlepa. Aha. To jaz se ne. Se pravi, gre za, čeprav razumem, gre za neko metodo, ki. Ne, mislim, glej,
stek tep na tvoj način omogoča. Jaz sem ga probil, pa me tok ne potegne. No? Ampak ti boš pa prišel z nečim drugim, pa nekdo tretji. Ja, vsak pride s tretjo. svojim. In tukaj reči, da je ena boljša ali pa več vredna od druge, je kontraproduktivno. Ne, pa tvoja konsistentnost ful pomembna pri tem. Ker jaz recimo sem probil tudi s temi cilji, pa z onim, pa s tretjim, pa tako naprej, pa vidim, da ne funkcioniram tok na ta način. Pa je bil čas, da sem rabil dojeti pa sprejeti, da je tudi to v redu zame, a veš, in potem res pridejo te moje spremembe, te delte pridejo ven na neke mal drugačne, mal nepričakovane načine, kako se jaz spremenim, pa pol mi vi poveste v skupini, da ti si pa čist drugačen zdaj, ko si bil en mesec pa 2-3 nazaj, ne? A veš, in ok, mogoče ne rabim steka na tak način, kot ti delati, ampak to, da ga pa ti delaš, ne vem, meni je in mislim, da vsem nam v skupini je pač en zgled ene velike konsistentnosti in ja, imaš v neko 20 sekundah, poglobljenost. kaj je ta stek, da bomo poslušalci. Način usmerjanja misli preko vprašanj. A ne, se pravi, da ko se jaz znajdem v eni situaciji, da si znam to situacijo ovrednotiti iz različnih perspektiv, da znam prepoznati zgodbo, ki za to situacijo stoji in da se znam vprašati, kaj bi jaz iz te situacije želel imeti, kako se ob njej počutim in se vprašati, ali je ta zgodba zame smiselna. In potem, če je smiselna, super, če pa ni, pa kakšna bi bila bolj smiselna zgodba. No, zdaj, moj pogled od zunaj je to zdaj zelo, če big picture vzamem, ne veliko sliko tega, kar si govoril, je tvoja sposobnost konsistentne vsakodnevne refleksije ena zelo, zelo pomembna Lego kocka za tvojo osebnostno rast. Zdaj pustimo to, kakšna je metoda. Lahko je tudi eksamen kot metoda, ki ima še molitev malo združeno not, ampak to po moje, saj jaz, ki smo delali ta Exodus 90, od vseh disciplin mi je bila ta najtežja. Se pravi, zvečer, ko si vas crknen, to delati in tudi že večkrat sem to govoril z raznimi spremljalci ali pa prespovedi, pa so rekli, pa probi čez dan ali pa probi zjutraj ali pa neko rutino si najti, ampak premalo sem bil proaktiven, da se me malo spet krivim se, ne, nas je krivdo nabijam, no, ampak nisem uspel najti metode refleksije, tebi je pa očitno to uspel in te je to pognal kot raketa gor, mogoče, no. Ta metoda mi je jaz zelo redko bom zvečer pisal, zato ker bom pisal z namen, da ajde, piši, gremo hiter konc, grem spat, ne. Zjutraj je pa drugače. Če si pa zjutraj vzamem cajt, pa da grem v neko refleksijo neke situacije, ki se je zgodila mogoče včeraj, mogoče 2 meseca nazaj, pa mi je stopila ven, ne. Potem bom prišel prek tega do odprtosti, o kateri sem govoril, ker mi je v bistvu metoda prisil, da se malo odprem, ne. Kar je velika ironija, ne, da v bistvu do odprtosti prihajam s silo na nek način. Ampak navade, rutine. Ja, tako je, a ne? Tako delujemo. Tako je. Treba je, neki sile je treba vedno dodati na začetku noter, a ne? In pol, ker sem pa tam, je pa tudi, verjamem, božja milost, da v tistem trenutku napišem smiselno stvar. In se mi dogaja redno, kot da bi se mi pogled prestavil ven, kot da bi tako šel iz svoje glave ven recimo na ukot, a ne? In bi sebe dol videl in bi zmogel na ta način videti okvir dosti širš. To je kot neke vrste meditacija po svoje bilo. V bistvu, ja. V bistvu sam, da je usmerjeno, ne? Glih to sem hotel reči, ker si ti Matej rekel, eksamen je bolj molitven, ne? Ta stvar zgleda kot da ni molitvena, pa v resnici je molitvena vaja, ne? Na nek način. Ena od pomembnih stvari, no, je ta pomiritev teh dveh delov s seboj, se pravi tudi tega mojega duhovnega, ker meni res duhovno, ta čisto osebno odnos z Bogom je ful veliko pomen, ne, in pol mi je Jakob prihajal s temi idejami in stvarmi in so pa malo bolj na psihologiji temelječe, ne? So pa bolj na psihologiji temelječe in jaz sem imel zelo dolg notranji konflikt v sebi, kaj je zdaj pa tle še božje, ne, in sem dolg časa rabil, da sem si pač pod to neko svojo, a veš, kaj je ta neka prva duhovna, moralistična maska, ki je kao edina pravilna, ne? A veš, in da si dovoliš mečken od spodaj pod njo pogledati, ne? In da si skozi takele metodice dovoliš se odpreti in prideti v stik z vsem, kar je v tebi
in z vso jezo, z vso zamero, z vsemi občutki nesposobnosti, z vsemi svojimi strahovi, pa da vseeno vidiš, da je to Božje, ne? A veš, da ni tukaj, zdaj smo pa Boga pustili in zdaj smo pa grdi, ne? Jaz sem imel pač to, a veš, občutek, da sem slab kristjan, če delaš to metodo. To dovoljujem. V te svoje. Jaz dobim tudi veliko takih feedbackov, da strateško načrtovanje je za slabe kristjane, da je pač, mislim, ker premalo daš Bogu, pa preveč načrtuješ sam. Sej dejansko lahko hitro preveč vzameš v roke, ne? Ja. Ne, to je res pač problem te kontrole, no? Ampak tukaj je pa glih ta, da vzameš v roke zato, da spustiš, no? Pa da se v bistvu spravaš na pot. Načrtovanje ni namenjeno temu, da boš ti tja prišel. Načrtovanje je namenjeno temu, da se premakneš iz te točke. Tako, ker boš drugačen in boš drugače videl in boš jutri najbrž spremenil načrt. Tako, zelo verjetno. Se pravi, dokler ti ne prideš na Krederco, ne moreš na Triglav priti gor. Pika, konc, ne da se, oziroma ne vem, če obstajaš kakšna druga pot s helikopterjem mogoče, a ne. Ampak ne moreš pa stati spodi pod hribom, pod goro in reči, ok, Bog, zdaj pa mi počas me spravi gor. Meni se zdi to dosti hujši greh, kot preveč kontrole. Ja. No, tukaj sem jaz včasih kriv, ne. Pač jaz mislim kriv. Vsi smo krivi tega, ne? Ja, pač jaz bi rekel, le Bog zrihti mi nek čudež, ne, naj se nekaj čudežnega zgodi. Lepega zgodi, ne, da bo kar samo od sebe padlo z neba. Meni je bilo to zanimivo, pa skušam tudi malo biti konkreten v tej epizodi. Eno metodo smo omenili, en pristop, načelo, se pravi vsakodnevna refleksija, povezana tudi z molitvijo neki. Pustimo zdaj, po moje, stati za enkrat. Drugo, kar ste jo že omenila, je bila neka redna, močna odgovornostna mala skupina. Oba sta člana te skupine, jaz nisem. Kjer desci v ponedeljkih zjutraj, ne vem kdaj že, drugmu v glavo zabruste, kar vam gre. To sem zdaj malo po svoje povedal. Kaj so ključni elementi tega pristopa, pa kako deluje, kaj prinese? Ko smo mi začeli, je bilo to mišljeno kot skupina, ki te bo prisilila, da greš na pot. Tukaj se zberemo, zastavimo si jasne cilje in pol akcija in tisti kanal delo ga bomo ven vrga. In bo že to kazen. Ja. In bo to, če ne drugega, pač v smislu, identificiramo se lahko samo z drugimi moškimi, ki tudi delajo, ki se držijo reda in tako. Ne? In pa smo hitro ugotovili, da bo to sicer deluje na rok 3 mesecev, mogoče na rok 6 mesecev, pa ne deluje več. Tako kaj je Exodus, ne? Pa se mora nehati po 3 mesecih. Ja. Ker drugače te to pele v odvisnost. Ne v klukarijo, v moralizem, v iztrošenost. Ja, pa tudi v odvisnost v smislu v tem, da kazalnik ni več, kazalnik uspeha se zelo zoži. Ja. Nisi več toliko odprt za ostalih 99,9% sveta. Ti si samo še v funkciji tistega uspeha, ki ga dosežeš. Moram reči, da sem se parkrat bal tega, da mi ven vržem. Pa smo spremenili. Način, ki pa zdaj delamo in se kaže za mnogo bolj efektiven, ga sicer vzame več časa, pa ne daje hitrih rezultatov. Ampak smo še vedno, ok, kam imaš cilj, se vprašamo, pa si naredil to, kar je bilo treba. Prav cilj je še vedno predpogoj, je še vedno ključen element. Ja, še vedno moraš imeti nek cilj, nekam moraš iti. Če si na mestu, lahko si na mestu in si lahko, kar se mene tiče, jaz nimam nobenega problema s tem in tudi noben drug v skupini. Če si 3 mesece si na mestu, stojiš in je tvoj cilj, da priješ do cilja. Da najdeš cilj sploh, da si sploh določiš cilj. In se tudi to lahko zgodi in to je v redu. Ko pa enkrat imaš, ali pa rečemo v tem primeru, da rabiš dolg cajt, da si boš cilj zastavil, se vsak teden samo vprašaš, zakaj tega nisem naredil. Kaj je tisto, kar me je blokiral? In se odpirajo nove zgodbe, na podlagi katerih se potem pa lahko lotiš tvojega dejanskega problema. Ker lahko nekdo zunaj pride, pa te stisne, pa reče, ajde, zdaj pa nekaj naredi, ampak to ne izhaja iz tebe, to izhaja iz drugega. Če jaz pridem do tebe, pa te prisilim, da si najdeš cilj, to ni tvoj cilj, to je moj cilj. Jaz pri sebi sem videl, da sem kar dolg časa v nekem brez cilju, ali pa recimo zdaj čisto na fizičnem področju, trenutno sem že bil veliko boljši, recimo po Exodusu shujšaš in vse tako, veš, pač tudi fizično aktivni in sem kaj. Potem sem en čas šel po Jakobovem zgledu v fitness, pa me je križ zmatral, nisem mogel več, sem šel na plavanje 2-krat na teden, zjutraj ob torkih in ob četrtkih ob 6 zjutraj v Novem mestu iz Krškega, pač
Wow, ok, super. Ne. Pol leta mi je delovalo, pol pride, ne vem, neka službena odsotnost, pa malo bolezni, pa spet. In sem gotovil, da mi trenutno, zdaj za letošnje leto se nisem odločil, da bi zdaj septembrom začel. No. Vse skozi se pa v meni, se pravi fizično, bom rekel, nič ne napredujem, morda celo malo pešem. V meni se pa spreminja nekaj, da gre iz smeri tiste, ga moraš, želiš. Iz tistega, da si pa zdaj pa res želim nekaj narediti, ne zato, ker bi moral biti bolj fit, pa ker bi moral biti, ne vem, kakšen, bolj suh, da bi lep zgledal na kameri ali karkoli, ne, ampak ker si želim, čistko, ta dovoljenje za vzbujanje neke pozitivne želje in to mi je drug način, ki ga zdaj Jakob pomenil, mi je dal ta čas in to svobodo, da se v meni to prebuja. A te prav razumem, da takole en pogled na cilj je, dajmo se 6 mesecev odpovedovati nečemu, da bomo na koncu prišli do nečesa. Recimo, dajmo se 6 mesecev odpovedovati 100 evrov na mesec, zato da bomo na koncu šli na dopust ali pa neki. Ja. Drug cilj, ki si pa ti zdaj dal pogled na nje, je pa cilj kot neka radost čez 6 mesecev, ki je toliko iz mene, da v bistvu nima odpovedovanja noter, oziroma saj ne tazga odpovedovanja, ki bi bil. Ja, se pravi, je neka vizija neke gostije, no? Neka vizija nečesa lepega čez 6 mesecev, v katero sem vložil veliko, da sem jo najdu kot nek biser, ampak ni pa zdaj več težko. Mogoče, Matej, najlepš se to opiše, da gremo iz žrtvovanja, ker moram jaz nekaj žrtvovati, zato da bom dobil nekaj, kar je v mojem dojemanju manj vredno od te žrtve, v investiranje, kar smo pa prej govorili. Jaz bom zdaj investiral ta čas, ki se mu odpovem pod narekovaj, zato da bom potem prišel do nečesa boljšega. Ključen element tukaj je, ali mi v tvojem primeru te počitnice res toliko pomeni. Ali je ta žrtev vredna, ker če je vredna, pol to ni žrtev, pol je investicija. Če pa ni vredna, pa moram se vprašati, zakaj bi jaz sploh rad tja pobegnil. Ja, ampak jaz pa mislim, da je to oboje. Veseliš se donosa, žrtvuješ in se veseliš donosa. Ja, pa se ampak tudi celo krščanstvo malo tako deluje, križ do vstajenja. Res je, ampak iz moje perspektive se ničemur v resnici ne odpoveduješ. Meni je bilo to eno od zelo močnih spoznanj, ker sem se zavedel, da takrat, ko se jaz čutim v vlogi žrtvovanja, se čutim v vlogi žrtve in v bistvu padam. Ja. Ne grem naprej. Da takrat, kadar jaz delam nekaj, kar ima smisel, kar je smiselna investicija, meni to navdihuje. Me ne spravlja v obup, pa čakam, kdaj bo že tega konc, kdaj bo že teh 3 mesecev, 6 mesecev konc, da končno pridem do unga, ker si mislim, da si to močno želim, ne? Pa da bom pa končno bo pa vse v redu. Ne? Ampak če greva na metaforo investiranja in financ, veva vedno, da je obrestna mera, ki je donos in je neko tveganje, ki je večje pri večjih obrestnih merah. Recimo par let nazaj kripto je bilo največje, najmanj pa neke vezane vloge, recimo, kjer je edina tveganje, da banka propade, a ne, pa imaš pol še tam kao tistih 50 evrov garancije. In ta negotovost se meni zdi težava, saj, ali pa imam sam jaz s tem probleme. Se pravi, žrtev je še vedno, zato ker tistega donosa še ni, tisti sam neko upanje na donos. Ok, ampak jaz se pa vprašam iz druge perspektive, kaj pa bi lahko bolj smiselnega naredil s tem denarjem, v tvojem primeru, oziroma s časom, z energijo? A obstaja kakšna bolj smiselna varianta? Ja, držati ga. In? Ja, sej, to ti govorim. Če je tvoja prestrašenost, da donosa ne bo prevelika, naprimer, če zdaj to prevedem, če je tvoja prestrašenost, da kljub teku ne boš nič shujšal, pa rajš ne greš teč. Ja, ampak kdo pa misliš, da si, da kaj imaš? A veš, v resnici, ne, če tako gledaš. Upanje ne osramoti, a veš, ker je Božja ljubezen izlita v naš. No, daj pol to razčistimo. Kako sploh investiranje definiramo, če nimamo nič? Ja, vedno nekaj imaš. Tukaj si, v tem trenutku si živ, ne? Problem je v tem, da ko imaš, pa misliš, da je tvoje. A veš, problem je v tem, ko si ti lastiš to, kar misliš. Ok, imaš, ampak ni tvoje. Ja, imaš, ampak v resnici ni tvoje, ne? In moraš si to svobodo, za to dojemanje se pa moraš kontinuirano odpirati, no? Pač je prvo spreobrnenje, ko se daš Bogu in če gledam svojo pot za nazaj in se ti zgodijo neki kolosalni, hitri premiki, kjer ti Bog pokaže, glej, sem resničen, sem tukaj, delam s tabo, ne? In to tudi vidim recimo pri Dižu v naših parih, no? Kjer je v tem prvem spreobrnenju sledi ful veliki koraki, velike spremembe, ful lepo, pol pa pride plato, pol pa pride pač
good enough, ko si na pol v svetu, pa na pol v Bogu, in v resnici je na koncu to ni več good enough, ker nimaš une kvazi svobode, ki ti jo svet ponuja, pa nimaš une resničnega veselja in upanja, ne, kot kardinalne te, bi rekel, kreposti, ne, ki ti jo dejavno življenje z Bogom na poti, ne, ali pa v procesu, v premikanju, v spremembi daje. Ne. In se moraš vedno znova, in tukaj pač vidim to vrednost te skupine, no, da te zbrca, da ti omogoči kontinuiran proces odpiranja. No. To se mi zdi, da je ful. Ja, to besedo ste že veliko uporabljali, je zanimivo. Ja. Mislim, a veš, ker brez tega si v krču, v zakrčenem. V svojem hrčkastem kolesu, ne? Ja, v hlastanju, v strahu, ne? V Svetem pismu zelo jasno piše, ne? Da ti ne moš dvema gospodarjema naenkrat služiti. Ja, pa to interpretiramo čisto. Ja, in če ti služiš strahu, če ti svoj denar, pod narekovajo, rečemo rajš talenta, ne, držiš pri sebi sam zato, da ga ne bi izgubil, ti ne služiš Bogu. Jaz odkrito verjamem, da je boljš, da ga zgubiš, medtem, ko si neki delu, pa si se premikal, da ga držiš zase. Zato, ker če ga držiš, si 100% lahko prepričan, da ga boš zgubil. Nekdo, ki je... Prilika v talentih je tukaj vrhunska. Ampak lahko to metaforo spravimo na denar, ne? Nekdo, ki je 5 let nazaj imel 10,000 evrov na računu, pa jih je držal, jih danes nima več. Čeprav ima občutek, da jih ima. Ampak, mislim, nima več enake vrednosti dejanske. Zgubo je 40 do 50%. Ok, prva je bila osebna refleksija, morda ideja za nasvet za letošnje šolsko, akademsko in ostalo leto. Druga je neka mala skupina accountability, se reče v angleščini, ne, ki spodbuja soodgovornost oziroma odgovornost. Zdaj, tretja, ki jo jaz prepoznavam, pa bom pa dal tudi še vama za jokerje, ne. Tretja je nek coach, mentor, trener, kakorkoli, ne. To se uporablja na telesnem področju, to ti vem, da Jakob kar nekaj porabljaš, pa imamo terapije, sodijo vse sem noter, ne, se pravi, da si ti prvoščaš. Tukaj recimo sem jaz ful slab, ker ne vem čisto točno, kaj bi mi koristili, kaj najdeti tudi na kjerem področju, pa tako, ja, se strinjam, ne. Spet ne greš investirati, ne. A veš, kaj mi je tako, da ne greš investirati za to, ker misliš, a je res ta učna izkušnja, da to ni vredno tega denarja, ne? A veš, najslabši, ne? A je res z mano toliko narobe, da bi jaz to rabil? Ne, to je tvoja zgodba. Ja. Moja zgodba ni ta, moja zgodba, ne, to je... Tebi se finančno ne zdi vredno 60 evrov na uro, da tako? Tako, se mi finančno ne zdi vredno 60 evrov dati, če ne vem, da bo, če garancija za donos ni dovolj velika. Zakaj pa ti tukaj držiš teh 60 evrov? Sej to, ja. Sej to. Ne znam odgovoriti na to vprašanje. Matej, ampak, ne? A ti, ti nekomu svetuješ? Poslovno. Sej, jaz več zaračunam. Jaz tudi več zaračunam. Več mu zaračunaš, ampak mu garantiraš donos tega? Ne, garantiram mu, da bo, oziroma prej sem že tudi kdaj zavrnil v smislu, da to nima smisla, da jaz. Ne. Ampak če jaz pridem do tebe na poslovni coaching, ne? A ti meni garantiraš, da bo moj biznis zrastel? Seveda ne. Seveda se mi ne moreš, ker ni od tebe odvisen. Seveda ne, sej mogoče pa to, ne. Iz tega vidika si lahko bi rekel malo hinavski, ne? Ja, vitak, da sem, jaz to vem. Ja. In mi je... Vsi smo, ne? Zaradi hinavščine. Če ne drugega, zaradi hinavščine. Ne, tale strah pred izgubo denarja lahko obdelaš ta prvi. Ja, itak. No, povejmo zdaj o tej metodi. Kako jo uporabljata, kdaj ja, kdaj ne, kako izbirata področja, kako si to umisliti? Kaj je terapija? Vse coache, se pravi športne trenerje, terapeute, poslovne coache. Jaz mislim, da moraš začutiti, da si tega vreden. To je ta prva stvar. In da pač imeti to željo nekaj spremeniti, potem pač seveda potrebuješ neko osnovno mero ponižnosti, ker pač si moraš priznati, da še vsega ne veš in da se lahko kaj od koga kaj naučiš. Ne? To je čist temeljna zadeva, ne? V tej slovenski deterministični kulturi je že samo to, da si sploh lahko karkoli spremeni v življenju in da si ti tisti agent, ki to lahko spreminja, že to je ogromno. In tega si večina ljudi ne dovoljuje. Ne?
Jaz recimo par let nazaj, da bi se jaz javno pogovarjal o tem, da bi Benjamin Sitter šel na terapijo, da Benjamin Sitter, voditelj Diža, whatever, mi je bilo katastrofa sploh misliti to. Poste pa začeli hoditi en za drugim. In jaz sem si želel najti terapeuta, ki ni iz našega krščanskega sveta. Vedel sem, da sem v duhovnem smislu dovolj trden, da me ne bo potegnilo nekam. Hkrati sem pa želel nekoga z zunanjim pogledom, da ne bo iz našega mehurčka. In je bil pač neskončno dragocen. Kjero področje, če si pripravljen to deliti? Pač, glej, seveda, moja specifika v tem obdobju Diža je bila tudi to, da prevzemam družino in življenje od mojih staršev. In sem moral zelo podrobno in globoko iti v ta odnos do njih, v to, kaj sem jaz, imamo tudi specifiko, da doma živiva skupaj z mojimi starimi starši, tudi tukaj se je pojavljalo ogromno tega in mi je bilo strašno dragoceno, da sem šel v to sam, da nisem šel to skupaj s Sašo, recimo. Glej, ena od prvih stvari, ki mi jih je on rekel, ti si neverjetno brihten. Pa že tukaj mu skoraj nisem verjel, ker jaz sem pač imel identiteto luzerja, ker jaz sem pa vendarle padel drugi letnik srednje šole in tako naprej, ne. Je rekel, si brihten, ampak to ti ful škod. A veš, ker znaš zracionalizirati vse tako dobro, recimo, ne. Pa smo šli naprej in pa smo imeli pač, ne vem, smo imeli session, kjer sem pač preprosto sedel, primir in opazoval svoje telo in ugotovil, da ves čas funkcioniram na nekih dokaj povišanih ravneh, kjer ni umirjenosti v meni samem, funkcioniram pa na povišanih ravneh zaradi tega, ker sem ves čas na preži, da bom vendarle dovolj dober, da bom vendarle dovolj pameten, sprejet, kakorkoli, in da me bojo drugi imeli radi. A razumeš? In tako naprej, ne? Ker tega nisem nikoli v otroštvu zares doživljal, ne doma dovolj, ne v šoli in tako naprej, ne? Potem sva imela en session, kjer je rekel, ti ful dober biti v vlogi žrtve, ne? Sem ful časa gre hiter mim, ne? A veš, tako bum, res odlični. A veš, da imam jaz izkušnje vsaj s krščanskimi terapeuti, kar sem jih vse nekaj malga imel, ne? Da niso tako brutalno... Nežni. Ja, da niso tako brutalni in to bi jaz rad, ker jaz pa čist zaradi svoje strukture, osebnostne, slabe oči in tako naprej, jaz tudi neverbalne komunikacije ne znam tako dobro brati, ful delujem na besede, ne, zato tudi berem audio knjige, ne pa pisnih in tako naprej, pač to je moj kanal in premal dobim trdih, težkih besed. In po moje, ne vem, tudi, mislim, to ne govorim zaradi sebe. Ne, to ne govorim zaradi sebe, ampak sprašujem te, a si ti isku besede, ki bojo orang zadele? A si isku feedback, ali si isku, da te bo nekdo pobožal, ali kaj si isku? Isku sem terapeuta, ki ima tudi izkušnje dela z moškimi, ki ni krščanarsko sfeminiziran in ki pač ima tudi to izkušnjo dela z moškimi skupinami. Konkretno pač tukaj je pač tudi, ko omenjamo metode, je tudi knjige so in ena od pomembnih knjig, ki smo mi ogromno svojih vzorcev v njih prepoznali, pa je zdaj čist direkt, uradno ne smem priporočiti, pa je vseeno menim, No More Mr. Nice Guy, nič več prijazen fant. S tem terapeutom sva tega veliko obdelala, ne. A veš, zdravo postavljanje meja, zdravo razumevanje mene samega, kot, a veš, te stvari sem jaz iskal in sem tudi tam dobil to in mi je bilo noro dobro in nujno potrebno. In donos v procentih, hecam se malo. Mislim, glej, se tako, ko sem na začetku rekel, ni zdaj, da sem jaz že tam, ne. Sem na poti, ampak mi je pa pot, na kateri sem trenutno neskončno bolj všeč kot tista, kjer sem bil 5-6 let nazaj. Pač jaz sam seb, ne zdaj, da si na nek nadut način postajam všeč, ampak sem, kako rečejo, comfortable with myself, da sem v svoji koži se počutim mnogo bolje in zadovoljnega in veliko manj odvisen od potrditve in tega se strani drugih. In z tega vidika pač je drugačen moj odnos z mojo ženo, z tega vidika je drugačen moj odnos do mojih otrok. Ko vidim v njih te iste vzorce, ki sem bil jaz podvržen, vem, da sem s tem, da sem nekaj na tem jaz sam naredil in prišparal mogoče par let njihovega truda, da se ne prenešajo isti vzorci čist direkt naprej v naslednjo generacijo. Veliko bolj razumem svojo družinsko širšo zgodbo, iz katere prihajam, in moram reči, da mislim, da s tem razumem tudi veliko zgodb družin Diževih, ker pač naša krščanska populacija ima v sebi neskončno nepriznanega strahu, zatučkanega tok in tok desetletij, sramu,
v bistvu globoke, zares nevere, funkcioniranja preko raznih teh obvodov in teh kompenzacij. Ne? In to potem zamenjujemo za vero in za biti kristjan. In ni čudno, da tega noben noče. In se mi zdi pač, da za naslednje obdobje diža moramo mi, ali pa moram jaz si dovoliti, pač jeti v vse to sranje in videti tukaj noter Boga in Božje. In tukaj vidim, da sem čudežno voden skozi vse te skupine in skozi te bolečine in da je to pot, na katero se splača jeti in je treba jeti. In hvala Bogu. Ne? Hvala. Jakob, tvoja področja, tvoji coachi, trenerji, mentorji. Jaz delam fizično v fitnessu s trenerjem 1 na 1, zdaj že 2 leti, pa še malo. Ne povej, ko plačuješ. Ne bom povedal, zato, ker je premalo, zato, kar dobim. Pač to je par 100 evrov na mesec, govorimo zneska, ne, v tem smislu. Sprav, kaj sem jaz mogel priznati? Ker sem jaz rekel, grem jaz na to pot fizično, komentarje, ki sem jih dobil, so pa kaj ti bo, to se imaš vaje na YouTubeu, pa ne. Ampak jaz sem do takrat že bil na stopni dojemanja, da če bi jaz to sam lahko naredil, bi do takrat že. In to sem si na eni refleksiji mogel pač priznati. Pol sem mogel priti do stopnje dojemanja, da sem jaz vreden tega denarja, ne, in da se mi to splača na nek način. Moje razmišljanje takrat je šlo v smer in še zdaj drži, jaz moram fizično kapaciteto dvigati, če hočem dvigati svojo duhovno kapaciteto, iz katere lahko pol prijem do rezultatov. Da ne morem telesa vleči za sabo po poti skozi življenje, ker na neki stopni mi telo odpove in pa je konc. Posoda za duh, ne? Tako. Jaz se lahko matram, pa na silo do nekje pridem, ampak pa se moram pa ustaviti, pa cel trane, ne vem koliko časa. Ne? In sem rekel, če mi vzame 10 let, da jaz pridem na fizičen nivo, je to bilo vredno truda in denarja. Na, rečemo temu, osebnem področju, duhovnem, dobro, z večjimi duhovniki sem v navezi, v katerih se tudi pogovarjamo o teh stvareh, ampak iz terapevtskega vidika sem jaz šel lani, od septembra do novega leta čez proces, pa še zdaj sem imel par srečanj v zadnjih parih mesecih. Tle lahko pa rečem donos. Zato, ker sem bil hkrati na poti, tudi poslovni poti, za katero vem, da je ne bi spelo, da bi se vmes ustavil, da bi šel v kompenzacijo, če ne bi bil v tem procesu. Tako da zaenkrat je bil moj donos 50-kratni. To res verjameš? Ne, to vem, 100%. Mislim, kaj finančno? Finančno. To, kar sem dal za terapijo, 50-krat več sem dobil. No, ampak meni se zdi, da tega, ne vem, povej ti, Benjamin, meni se zdi, da 99% naših poslušalcev ne verjame, da se da to narediti, oziroma ne zna najdeti take delnice, ki bi to naredila. Se to je to. Ta delnica smo mi. Tukaj je Jakobova specifika, je ta podjetniška pot, kjer dejansko se vse, kar investira vase, prav dobesedno fizično manifestira lahko nazaj, ne? Finančno. Ja. A veš, tukaj nekdo, ki je v službi, je mogoče situacija drugačna, ampak halo, morda pa potem lahko dobiš svobodo, da službo pustiš, zamenjaš, ali pač greš na podjetniško pot ali kakorkoli. In mi v resnici ne verjamemo, da je to možno. Služba je odlično pokrov za to, da svoje svobode in odgovornosti ne... Ja, imaš job, just over broke, ne? Ampak, glej, in so vsi krivi, ne? Država, ne? Šef predvsem. Kaj pa, če gremo izven podjetniške ideje, ne? Pa gremo mi v službo. Rečemo, da imamo poslušalca, ki trenutno zasluži 2 jurja na mesec. Ali pa rečemo jurja pa pol, da ne bomo šli ne vem kakšne številke. Ne? Če da za terapijo 1000 evrov, recimo, da okrogla številka, more on plačo dvigant samo za 100 evrov na mesec. Če da na let, misliš? Tako, če da v enem letu enkrat. En sklop terapije. En sklop terapije, enkratni znesek 1000 evrov, rečemo, če dvigne plačo za samo 100 evrov, kar za marsikoga pomeni samo, da se mora čutiti vreden, ga iti do šefa pa reči, model, jaz hočem 100 evrov na mesec več. Pa obstaja dobra šansa, da jih bo v današnjih časih dobil, ali pa ne, ali pa greva na neko izobraževanje. Pa znotraj enega leta dvigne za 100 evrov plačo, je to donos več kot 10%, ne morem točno zračunati. Ja, 20. 1200 dobim not. Ja, 1000 pa da za terapijo. Letos. Letos. Pa še vsak let naprej. Vleče, pa iz tega lahko pele zgodbo še naprej, pa krati pa prije na podvojitev. Tako da meni ta argument, da je to možno samo v podjetniškem svetu, mi ne zdrži. V bistvu je to še hitrej vidno v nekem, rečemo, korporativnem svetu, zato ker velikrat nas od tega, da naredimo en korak naprej,
loči sam ta občutek, Da nismo tega vredni. da nismo vredni in da ne zmoremo in da ni dosti dober ali pa da ni vreden ali pa karkoli. Ne. Jakob, kaj pa tvoj netelesni del coachinga v terapiji, koliko si pripravljen deliti, na katerem področju je? Jaz sem šel na vsa področja, v bistvu tako. Jaz sem na terapijo dosti hodil v tisto, kar mi je bil trigger tedna, meseca, karkoli. In jaz sem delal tako. Z eno osebo na vsa področja? Ne. Z več oseb? Se pravi, ko sem prišel na terapijo, sem izpostavil eno temo, ki me je zadela. Moja začetna so bile zgodbe iz preteklosti, da sem to obdelal iz tretje perspektive. Veliko sem jih sam že obdelal, prek refleksij pa tega in sem prišel s tistimi mojimi refleksijami in sem jih prebral, dobesedno sem rekel, tole je moja zgodba, kako ti to vidiš, in sem dobil feedback nazaj. Ampak ti si tudi, rečejo, aftermath pa before-math, ne, delal veliko, ne? Ja. Ta terapija, jaz mislim, da si tudi narobe predstavljamo te naši krščanari z mano. Jaz glih za to, jaz si moram sam sebe obljubiti, da bom predtem uložil 3 ure, pa potem uložil 3 ure, pa ne znam te strukture narediti, da bo ta terapija prijela. Ker se mi zdi, da marsikdo pa sam misli, ne, terapija je zaključena stvar, ki greš in ti pol prime. Ja, pa to ni uno, zdaj si injekcijo dobu, ne, pa čao. Ja, no to ja. Nekaj je tudi to, no. Jaz pač, izkušnja je, da spoznanje, ki ga tam dobiš, vse je dobro. Ajde, sem se pripeljal v Ljubljano, pa je bil to nek čas za autorefleksijo in tako, ampak... A kaj si bil z avtom? Ja, ker sem bil z avtom, se je bila autorefleksija. Ja, pač čas v avtu. No, prime vse en prav. Ja, pač neki ja, verjetno donosni tokšen, ampak neki pa prime, ne, in je neskončno boljš kot nič, no. A veš, to perfekcioniranje, dokler pa jaz ne bom vsega idealno naredil, je pa tudi tisto, kar nas ful zadržuje, no. In tudi recimo, ne vem, če greš tako, cel ta teden smo se včeraj pogovarjali na skupini, pa če greš enkrat na šmarno na mesec, pa je boljš kot nobenkrat, ali pa karkoli, no. Točno. Veš, dobro, ali pa jaz kam drugam, ne. In a veš, mi bi pa radi imeli idealko in ker tista idealka ni možna zdaj, ali pa ker sem zasral, si nabijam krivdo in potem naslednjič spet ne grem, pa še enkrat, pa tako naprej, a veš. Imata prav, pa nimata prav. Moje glavno spoznanje na terapiji, ki me je v bistvu mal pahnilo v depresijo, ne? Zato, ker nisem točno vedel, kaj naj s tem naredim, je bilo, kako velikrat sem krivdo uporabljal za to, da bi si opravičil pomanjkanje stika. Ampak da sem jaz do tega spoznanja prišel, terapija ni dost. Ne? Terapija mi je dala podlago pa spraševanje okoli tega. Meni so v refleksiji, v steku sem zadevo odpiral, možje na Level Up skupini so me izpostavili, so rekli, Jakob, ti se nazaj držiš. Ti ne stopaš direktno v odnos s človekom, ti se vedno malo nazaj držiš. Imaš rezervo. Ja, mi smo mislili, da je to, da ti namenoma tako hočeš biti in smo te zaradi tega še malo spoštovali. Ne? Jaz se pa tega sploh zavedel nisem. Meni bo pa to naravno, jaz tega metra vmes, ki sem ga jaz držal, recimo, primerjalno, sploh se zavedel nisem, ker mi je bila to tako naravna situacija. Ne? Za depresijo pa pravim, da polka sem pa to zavedel, ni bila lihta prava depresija, ne? Ampak sem pa padel v luknjo, zato ker sem pol enkrat prosil sem za spoznanje, naredil sem delo, ki je bilo potrebno, da sem do spoznanja prišel, sem dobil spoznanje in sem bil, no, ok, super, kaj pa zdaj? Ja. So what, ne? Si za napačno stvar prosil, kaj? Ne, prosil sem za ta pravo stvar, ampak zdaj pa lahko na podlagi tega pa naprej delam in kaj mi je to dal? Dal mi je zavedanje, kdaj padem v kompenzacijo nestika. Ne? Jaz bi sem še na nekaj rad upozoril. Pri tej osebnostni rasti pač se mi zdi, da res hitro lahko zaidemo v to, da smo mi sami zdaj totalni agenti vsega skupaj in da mi to delamo in da smo zdaj carji in ampak v resnici, če ni neke prave ponižne drže pred Bogom, ne? Kaj je bil zdaj, tukaj je bila ona dilema, ki je Had izpostavil nagovor na škofa, češ, ne, človek brez Boga je bos in gov, ne. Če mi nismo v odnosu z Bogom in jaz recimo, če teh stvari ne dopolnjujem s tem, da je to tist, kar prenesem k spovedi, pa da je to tist, kar prenesem k maši in grem potem po obhajilo in dobim Božje življenje za naprej, a veš, ali pa v dnevnem, no, tukaj imate to metodo, tako rekoč, ne, dnevnega branja Božje besede smo zdaj malo na hitrco omenili, pa hitro pozabili. Če teh stvari ne prenašam pred Boga in da je on moj Bog, pač imajo omejen efekt. Ta je najbrž vsem trem nam že toliko bistvena, da smo že toliko približen jo inkorporirali v svoje dnevne
vzorce, da je No. nismo to omenjali, pa je mogoče tudi za omeniti. Gotovo je, in je osnova, podlaga vsega ostalega. No? Da ne bi tukaj zdaj narobe to bilo slišati, no? Zato se mi je zdelo pomembno. To se strinjam 100%. Terapija je zgolj feedback, zgolj strokovna predstavitev nečesa in izpostavljanje. Da lahko opišeš nek občutek, ki ga drugače ne znaš, pa mogoče se nisi zavedel. Brez duhovne komponente ne boš nikamor prišel, ker se boš ujel sam vase. Ta druga nevarnost, ki je pa v bistvu povezana s to, v osebnostni rasti pod narekovaj, je pa v tem, da izhajaš iz občutka, da je s tabo nekaj narobe, da je z mano nekaj narobe. Zdaj moram jaz nekaj narediti iz sebe, da bom pa končno v redu. Ja, pa to so te prve faze. Ja, so, definitivno. Tista bolečina je vedno nek motiv, ne? To, ampak da se zavedaš, da je ta bolečina ključni del tebe in da s to bolečino ni nič narobe, da ti ni treba bežati iz bolečine ven, da je bolj smiselen proces je bolečino sprejeti in začutiti moč v tej bolečini. Ker edini način, da prideš do moči, po moji izkušnji, je, da greš preko bolečine. Ne moreš priti do moči, če ne greš preko bolečine. Tukaj noter pride Bog. Ampak daj mi to razloži malo bolj konkretno. Recimo, da je oseba X, ne vem, kaj bi dal, je pri svojih otrokih neki zafuru ali pa se ženo ne ima premalo stika ali pa neki in to je zdaj njegova bolečina. In on zaradi tega se odloča za svojo osebnostno rast zaradi te bolečine. Ne? Kaj zdaj to pomeni, da sprejeti, da je to čist cool, da je otroke... Niti ni treba, ni treba niti o osebi X govoriti, lahko kar vse pa rečem. Ne? Recimo, ena od močnejših spoznanj je bilo meni v odnosu s sinom, ne bom šel v detajle, zato ker nočem ga tukaj izpostavljati tako, ampak, ko je on s triggerjem prišel do mene, sem jaz odgovoril nazaj z umikom. Zakaj? Ker jaz nisem hotel sam te bolečine čutiti. In moč je prišla takrat, ko sem se ustavil, pa sem rekel, bom to bolečino zdaj sprejel in jo bom v polnosti občutil, bom videl, kaj noter se vse skriva pod to mojo bolečino, ki jo ob tem čutim, in pa bom šel iz tega ven naprej. Lahko pa zavrnem otroka, pa rečem, to je tvoje, ni v redu, vozi. In tukaj smo bili tudi skupina tisti, ki smo te izpostavili v tem, ne? A veš, ko je prihajal večkrat. Ker jaz sem prišel z obupom, ne? Jaz sem prišel z obupom, pa žrtev sem, jaz sem tukaj bogi, vse delam prav, pa dobim pa nazaj nespoštovanje, ne? Pa sem pa videl, ne, v resnici ni tako, ne. V resnici sem jaz tist, ki se je te bolečine izogibal, jaz nisem hotel občutiti tega in sem v bistvu otroka samega pustil. Se pravi, bi bil eno vprašanje za refleksijo za poslušalce, katera bolečina je tista, ki si jo ne dovoliš začutiti, oziroma ki te jo je preveč strah, da bi si jo dovolil sprejeti. Tako, ker najverjetneje smo to bolečino nekoč že čutili, ampak zgodba preteklosti je bila, da jo ne moramo shendlati in verjetno je to tudi bilo. Meni bil en zanimiv koncept, sem ga nekje prebral, da v bistvu pri teh travmah, pri zlorabah spolnih in te stvari, ne, da pač telo ne more preživeti, če je stvar preintenzivna. In se to telo zato, da bi preživelo, take stvari poreže iz spomina, iz vsega, ne, in najbrž se podobne stvari nam dogajajo tudi na drugih ravnih. Pač očitno nižjem nivoju, ne, ampak še vedno je pa porezana bolečina in zato porabljamo energijo, da to bolečino skrivamo. Pa skompenziramo, zato da lahko preživimo, namesto da bi šel v to bolečino. In moja izkušnja te bolečine, 14 dni me je bolel, ampak ni me bilo pa strah, ker sem skozi čutil, imel sem občutek, da sem jaz v svoji vlogi, Jakob, ne, ampak hkrati sem se pa tako opazoval oddaleč. Jaz sem prosil za to. Prosil sem za to spoznanje, evo, zdaj ga imam tukaj. En mini projekt začutiti bolečino si dal in si vedel, da bo malo safer, ne? Tako kot ko greš v hrib, ne? Tako. Veš, da bo vmes tudi malo safer. Veš, mi pa vežemo vsa svoja občutja vrednosti na to, da celo na naše kompenzacijske mehanizme in na to, kako dobro se znamo izogibati tej bolečini. Veš, tako, to je noro, ne? In ne zaupamo zares Bogu, da nas lahko popelje skozi to bolečino. In smo de facto neverniki. Ne? To sem hotel reči. Bog, ti si z mano v tej bolečini. Ta stavek se mi zdi zelo pomemben. Tako, zanj smo imeli en pač setting tako
in en gospod razlaga svojo bolečinsko zgodbo in ena od naših pobožnih, teh pač udeleženk reče, jaz tega ne morem več poslušati, kje je tle Sveti Duh, kje je tle Jezus, ne? Ravno tukaj noter je Sveti Duh, ravno tukaj v tej bolečini teče, čaka Jezus, ne? Daj verjem že enkrat, da si lahko prvoščiš skupaj z njim jet v to, ne? Pa zraven še koga na pot vzem, kakšne brate pa sestre, oziroma deci predlagam brate, ne? Veš, ta moška družba, kot možakari skupaj, to je neskončno vredno, no? Ki pa moraš najti take, ki si te vrste interakcij želijo. Ja, pač, ker smo ful hiter bežavčki, no? Moralisti, ki ostajamo na površju in se bojimo jet v to, ne? Ok, 4 metode smo omenili, zdaj bom dal kar na prvo mesto, dnevna 15-minutna molitev in prinašanje pred Boga, osebna refleksija, ali egzamen, ali kaj že stek, si rekel ti, ne, ali kaj podobnega. Tretja so skupine moške ali pa tudi ženske, kjer si poveš direkt. Četrta je coachi, trenerji 1-1. Jaz bi zagotovo še omenil branje knjig. To se mi zdi zelo pomembna stvar in sicer opažam, da je ta učna krivulja zelo počasna. Pač se sta že dojela, ne? Meni je zato, ker je pocen. Mi je šla, ne? Ampak je vendarle učna krivulja zelo počasna, ampak z eno konsistenco, ki si najdeš, ne? Jaz si pač to na busih prvoščam ali pa take stvari, ne? Postopoma pa z integracijo kakšnih idej, jaz sem tudi človek idej, ne? Zato meni to deluje. Postopoma to zelo po metodi obrestnega računa, ne, se poznate, če se vsak dan sam za 1% izboljšaš, ne boš za 300% v enem letu boljši, ampak za ne vem, koliko pride 3000 ali nekaj tasga, ne, zaradi obrestnega računa, ne. Nasvet, ki sem ga dubil in se ga mal držim, je poskusi iz tistega področja najdeti, kjer čutiš, da imaš ozko grlo in tam kakšne nove koncepte spoznati pa tako naprej. Tukaj je moja žena zgled. Jaz si skozi rečem, da sem tist, ki rad bere, pa ki bi rad bral, ampak je bolj želja, kot pa realnost. Pri njej je pa to realnost ratala in prebere, ogromen knjig, no. Ima pa to metodico, ki je ful dobra, da si kombinira eno knjigo za osebnostno rast, pa roman, pa knjigo za osebnostno rast, pa roman. V tem smislu, da si ta geist, ta džus, želja do branja ohranja, no. Pa obeh hemisferi na nek način tudi. Ja, in tako da pač Saška tlele kar zmaga, no. Bravo. Pa si rečem, da je to se zgodilo tudi kot posledica moje rasti, no. Čistko. Če si ti izpostavil ženo, ne, pa jaz lahko rečem, kot dodatna metoda je, da se pravi nekaj, da se izbrusimo v moški družbi, ne, ampak smiselno je pa pol nositi to odprtost tudi domov, predvsem do žene. Ne. Zato, ker žena, po moji izkušnji, žene hrepenijo, čakajo, kdaj se mu premakne. Ne. In pol, ko se začne nekaj dogajati, so vesele. Ne. Jaz sem ogromno strah, pa so pa vesele. Ja. To je, strah, to sem tudi jaz, ko sem pripravil na to epizodo, strah, to sem nekje poslušal, en koncept je to, ne, strah, da se boš spremenil toliko, da te še lastni domači ne bojo prepoznali, ker so te navajeni, ker si bil pač prej prerok v lastnem kraju, zdaj pa nisi. Ali pa da oni ne bodo več vredni tebe. Ej, po moji izkušnji dobim ogromen feedback od žene, dobrega. Edin, kar je pa predpogoj tega, je pa, da pridem z neko predelano, smiselno zgodbo že tja. Se pravi, da ne stresam vsega na njo, zato ker pač pod kupom gnoja se bo utopila in je nesmiselno, v resnici je nesmiselno. Nimam težav deliti tega, nimam nobenih težav. Ni, da nisi pogumen, ampak vidiš, da ne... Samo smiselno ni, ne deluje. No. Tako, preveč cajta bi vzel, če bi to dvojno delala, ne? Tako kot recimo v terapiji, ki je Benjamin izpostavil, da je bil sam, pa jaz sem tudi čul sama. Ne? Žena bi lahko zraven mene sedela, če bi hotela. Pa ne bi jaz se nič slabš počutil, ali pa da bi karkoli hotel. Ni problem, da ne bi hotel, da sliš. Samo nima smisla. Njen cajt bi šel za brez veze. Ampak zdaj provokator v meni se je zbudil. Ali to pomeni, da žena ne more biti najboljši zaupnik, ampak je lahko samo zaupnik že za predelano stvar, oziroma gnoj nosiš drugam, ne ženi, to sem te slišal. Ampak, a ni naš krščanska nalovdana stvar to, da zakon je tisti, ki bo najbolj trde stvari izdržal? Kaj je to vprašanje za naslednjo epizodo? Okay? Zdaj bomo teaser naredili. Jaz bi rekel, da tudi gnoja ne nosiš v moško skupino direktno. Ne? Okay. Moraš imeti nek sam sistem. Sam terapeutom. Tudi terapeutu ne.
Okay. Do nekaj moraš sam predelati, zato da lahko prideš sploh smiselno, oziroma vsaj da imaš problem izpostaviti. Se pravi, ko si na dnu, ni nobenega zate. Bog. Provociram. Bog je. Ja, ampak ko si na dnu, ni nobenega človeka, takrat se ne moreš nabrati na nobenega človeka. Jaz sem konkretno full dolg v Exodusu, ko smo imeli te accountability partnerje oziroma sidro, sem tepno, so veliko, pa dolg časa. Čist direkt, pa mogoče več kot ti meni, ampak sem jaz to res rabo. Glih to, mogoče pa to, da ti, ki si neodvisen, ekonomsko, čustveno, bolj neodvisen od Benjamina Jakob kot žena, ne? Da vsem to lažje držiš, ali mislim, da ženi nosiš manj gnoja kot moški skupini ali pa terapeutu. Ja, težko reči, da se ne bo narobe slišal, ne. Ampak jaz bom z ženo spoznal dostkrat, kaj je trigger, ne. Bom rekel, recimo, le jaz se tako pa tako počutim zdaj, ne, to je zame nekaj novega, ne vem točno, kaj s tem narediti. Pol bom ponavadi prišel enkrat vmes, v smislu, zdajle sem to pa to že spoznal, kaj pa ti vidiš v tem, ne. In bom veliko dobil, večinoma bom dobil jako pa lej pa to še upoštevi tukaj, pa bom spet šel in pa bom spet pržen hodil toliko cajta nazaj, ne, ob točkah srečanja, ne. Na koncu, da bom lahko rekel, to je pa zdaj končna zgodba, ne, tukaj sem, kaj pa ti vidiš tukaj, ne. Pač, mi imamo omejen čas, 4 otroke imamo, posel mora laufati, hiša mora laufati, veliko stvari se mora zgoditi, ne. In ideja, da lahko imaš v ženi ali pa v možu terapeuta, je težka. Ampak daj, Benjamina, ni to naša krščanska kultura, da zakon mora biti za najgloblje stvari razrešiti. Zakon je najbolj sveta stvar in to sveta. A je to samo moj občutek bil, ali je to tudi splošno širše, ti več v pogled v veliko zakonskih parov? Da pač valjda boš vsako stvar, ki bo problem, najprej nesel ženi. A lahko rečeva, da je odgovor na to vprašanje še del mojega procesa rasti? Ne, ker dejansko pač, krščanarska si rekel, ne? Ja, negativen prizvok sem hotel dati. Ja, in tukaj je res, da je do tega v veliki meri prehajalo in jaz se pač skupaj s to izkušnjo, ki se mi zdaj pač izpostavljen, o tem prevprašujem. In v najnem odnosu pač vidim, da ne funkcionira dobro, da jaz Saši nepredelano prinesem vse pred nos, ker po eni strani se v njej vzbuja velika negotovost, po drugi strani se pa v njej ob tem vzbuja tudi neka mera, v angleščini je beseda contempt. Se pravi, nekega zaničevalnega odnosa do mene, ker se ona sama čuti ogroženo, pa si reče pismo, da nisem dovolj močna, da bi nosila ves tvoj drek. A nisi ti tisti, ki bi naj nosil to v najnem odnosu. A veš, obratno gre. Ona meni mora direkt zloadati stvari. Jaz kot dec pa njej mislim, da ni fajn, da je direkt nepredelano vse. Absolutno. To se mi zdi pa eno tako, ne vem, taka zelo močna uposeditev te epizode, ker nisem še slišal na veliko, pa sem bil kar na veliko stvarih tako o odnosih. Tole je Benjamin odlično povedal. Jaz lahko temu dodam samo še to, da ko nosiš, ker pač nekaj tega stika, nekaj odnosa ohranjaš, ampak zelo pomembno je, da ga ne nosiš na način iskanja potrditve. Se pravi, recimo predstavljamo si gnoj 7 kubikov tovornaka, ne? In jaz ga vozim. In pridem do žene in rečem, Janja, tlele imam zadnji 7 kubikov gnoja. To ni problem. Jaz sem za volanom, jaz ga vozim. Ja. Ampak če ga pa na njo stresu, kako se ne bo utopila v tistem gnoju? Ga pa imamo vsi. No, ampak meni je to malo zadel, ta komplementarnost vlog v tem primeru. Ona pa kao to lahko, pa se ti ne boš... Se nismo moški ful boljši plavalci v gnoju. Meni se zdi še slabši smo velikrat. Ne, samo recimo, se pač žena funkcionira na drugačen način. Ona rabi to, da pač ubeseduje svoja čustva direkta, ne? A se veš, pač poslušati jo moraš, ne smeš pa nuditi rešitev za njene težave in z tega vidika, ta recepcijski vidik, kako ti kot moški sprejemaš to, kar ona tebi da, je drugačen, kot kako ona kot ženska funkcionira v sprejemanju tega, kar ti njej daš. Njej, če daš ti svojo negotovost, svoj strah, svoje občutke nesposobnosti in tako naprej, prevečkrat rečemo, ne, sej to, Saša je od mene tudi ful veliko tega prejela. Ne smeti čez pas, ne, da se ne utopi.
Pa ja, tako, ja, če ji gre čez pas. A veš, ona pač zgubi tla pod nogami, ona se utopi v tem dobesedno in potem je negotova in mislim, da ni vloga ženske ali pa preveč tega je v naših krščanarskih krogih, ne, in potem so ženske tiste, ki mislijo, da morajo nositi hlače, potem prevzamejo kontrolo, ker je samo sila in kontrola tista, ki bo, in pol pač imamo vse, kar imamo, ne, pač moški pa bežimo. Okay. Kamor bežimo. Ne. Metoda številka 6, ženi nosi predelovni stvari in jo vprašaj za feedback. A je zdaj še kakšen kvisko? Lepše rečemo, sprejmi feedback od žene, ko ti ga ponuja v različnih oblikah. Ja, dejansko ima pa žena dober feedback velikrat, pa traja par let, da si ti sposoben to sprejeti. Mislim, če kdaj. Ne? Zdaj pa še jokerji za 7., 8. metodo. Način, kako osebnostno rast. Mata še kakšnega? Ne, zdaj samo Jakobovo vprašanje in kaj boš zdaj naredil? Točno tako. In tukaj bi pa rad, proti koncu, ko gremo, bi se spet rad mal vrnil na teh 5 let, pa vem, da je stvar sistem, pa da sta naredila veliko stvari, ampak da bi izpostavila eno konkretno, sej lahko je to že tako, sta jo že, se pravi, ta skupina naša ali pa neki, ki je naredila res velik učinek. Pa prosim, disclaimer za poslušalce, to ne funkcionira tako, probaš večkrat, ne bo samo ena prinesla učinka, ampak dajmo za to, da mal spodbudimo, no? A ne? Kaj si naredil, pa je imel učink? Jaz bi rekel, da stek pol. Zato, ker je to osnova, se pravi refleksija. Ker meni skupina nič ne bi pomagala, oziroma verjetno tudi do skupine ne bi prišlo, če ne bi se odprl na nivoju, da bi bil pripravljen sprejeti, kar mi imajo zadati. In brez steka se to ne bi zgodilo. Pač jaz tudi že preden sem to delal, sem... To so neka 4 vprašanja, zdaj, če si že to pomenil, aj več. No, daj, saj tok okostja povej, da... Se pravi, najprej, da identificiraš trigger. Kaj je sprožilc? Kaj je bilo tisto zaradi... V kateri situaciji? Ko si kaj jezen, vesel? Vse. Vse. Umetnost je v tem, da znaš tudi veselje prepoznati kot trigger. Kot pozitiven, sicer oziroma pač, da je vse pozitiven trigger, da je za pozitiven trigger, da je... Kar čutiš je trigger. Tako, vse, kar je trigger. Je osnova, je tisto, kar mi je dano in to sprejemam. Ne? Kako se v tem počutim? Kaj je zgodba, kaj jo nosim okoli tega? Če je trigger, nekdo me je, ne vem, razjezil, pa sem jaz jezen. Zgodba je, naredil mi je krivico, ker ne vem kaj. Ne? Kaj želim? Kaj si v resnici? Kaj bi rad? Jaz hočem tukaj nekaj dokazati, a hočem odnos vzpostaviti, a hočem karkoli pač ne. Ali me bo ta zgodba pripeljala do cilja? Če je nekdo drug slab, pa mi je naredil krivico, ne vem kaj, a bom jaz dosegel s to zgodbo to, kar ima smisel, kar bi rad? Potem, če je odgovor ja, pol super, ne? Če pa odgovor ne. Ponovati je ne. Kaj bi bila bolj smiselna zgodba? Sprav, ne vem, nekdo me je razjezil, izpostavil me je v tem. Jaz sem se hotel skriti, ampak v resnici bi pa rad tukaj začutil moč. Poli so dokazi, ne? Zakaj je ta zgodba resnična? Zakaj ta odprto, da se zavedam, da lahko je tako, kot sem najprej mislil, lahko je pa tudi drugače. In na koncu sem še tista lekcija, ne? Kaj sem se naučil iz tega. Hvala. Benjamin? Jaz bi rekel, da pa vendarle ta obupana dolgotrajna molitev, ki me je pripeljala do tega, da sem bil tako odprt, da ko je prišlo tisto vabilo za to Exodus skupino, sem z danes na jutr skočil noter. Pa imel sem že mentorja, Aleš Čerin takrat, ki me je povabil v to skupino. Ostale stvari so pa pač pridružene, pač tako, kot sem že parkrat rekel, imam žegen, da smo taka skupina in da smo v tej obliki in da se na take načine spodbujamo. No? Če bi bila to neka rigidna skupina, samo s cilji bi verjetno že odpadel, hkrati pa ne bi dosegel vseh teh pač nekih notranjih spoznanj, zavedanj, ki prinašajo pač razne rezultate. No? Tako da za mene ta skupina definitivno. Hkrati pa podlaga za njo, pa ta odnos z Bogom, ki odpre poti in to ravno prave poti, ravno zame. To moraš pa malo verjeti, ne? Ne, pač, Bogu moraš toliko zaupati, no? V tem je ta pač, jaz verjamem, da si dober in verjamem, da si toliko dober, da me boš celo čez ves ta drek pelil, ki se mi notrvala in... To se mi zdi tudi odličen stavek za molitev, evo. Ja. Super. Metoda 8.1.
Veš, kaj me pa še zdaj zanima, da zaključimo, ker zdaj smo v takem času, se mi zdi, ko novoletne zaobljube so tak čas, ampak zdaj se, saj za tiste, ki imamo družine, mi vsi trije smo taki, se mi zdi, da se zdaj več zamena kot za nov leta, ne? In je mogoče bolj tak čas za neki se odločata, ne pa vpisi v razne stvari, so sicer tudi januarja za fitnese, ampak za kaj drugega so pa tudi zdaj. Kakšno vlogo ima načrt pri tem? A je ta načrt dejansko v praksi? Kaj jaz sem ful načrtovalen tip, ampak tega nisem še nikoli načrtoval. A je dobro videti samo en korak naprej? Tudi, Jakob, ti si rekel, tale web kurs bom sprobal, pa bom pol še tizga, ampak verjetno se bo kaj drugače izkazal, pa bo pol drugače. Se pravi, koliko naprej v tem tunelu vidimo? Zato, ker kakšnega sem že poslušal, ki je rekel, jaz sem imel načrt za 5 let, tako v knjigah, ne? Ki je rekel, jaz sem imel načrt za 5 let za osebnostno rast, tja hočem priti. Kakšna je, saj vem, so različne ravni načrta, nekaj je splošna vizija, nekaj je pol za ta teden, ne, ampak Jakob, kakšen načrt tebi deluje, za koliko naprej vidiš osebnostno rast? Jaz sicer pišem letne načrte, ampak... Prav za rast ali tudi za podjetje, vse, pa za vse? Za vse. Torej, ti si ena podtočka podjetje, ena podtočka družina, ena podtočka. Tako. Kje si želim, da bi bili? Realno mi pa delujejo najbolj mesečni. Svo pišem tudi 3-mesečne cilje, pa mesečne cilje. In najmočnejši so mesečni cilji, zato ker je dost kratek interval, vmes se vidijo nove in nove stvari in jaz tudi letne cilje bom sprot spremenil, če bo treba. Ampak boš jih pa, ne boš po 4 mesecih rekel, klinc gleda, to ne več, ampak si boš dejansko do konca leta spet novega si bom zastavil. Ja, bom rekel, tole ne deluje, mislili smo iti v tej smeri, ampak to očitno ne bomo šli, ker pač se je zdaj izkazalo, da to ni pot, tako da kaj je pol naslednja pot. Poslovno je tukaj najbolj intenzivno, ne? Odnosne stvari počasneje se spreminjajo, ampak isto, ne? Če si želim recimo z otroki preživeti čas 1-1, tok časa, bom si to napisal v cilj, a ne? In mi bo to tudi ena od motivacij, da se spravim, pa da to naredim, pa bom pa videl, ne? Kako pa v te cilje povabiš Boga že prej, jih slišaš prej, ali pol, ko si jih že napisal, jih daš njemu v preverjanje, kdaj on vstop? Preko refleksije tega, kar je bilo. Svo, da bom najprej se ustavil, pa rekel, tole tle sem zdaj. Svo, nima smisla pisati cilja za naprej, če ne vem, kje sem zdaj. Tako, najprej se bom ustavil, bom rekel, na vseh področjih tukaj sem. Takole zgleda moj odnosi, takole zgleda moje telo, posel je v tem trenutku tak pa tak, moja duhovnost je približno na takem pa takem nivoju, se pa bom rekel, v primerjavi z prejšnjim obdobjem, a čutim večjo bližino Boga, manj, čutim stik, čutim odnos, ali ne, ali sem v luknji, in pa bom na podlagi tega, kar je bilo, ponavadi dobil navdih, kaj bi pa lahko bilo naprej. In pa bom mesečni cilj, bom pa pogledal letni cilj, ali pa 3-mesečni cilj, odvisno, in bom rekel, prvi korak, da bi šel do tega, bi bil tole. In mi je to cilj. Zanimivo, da Boga opletaš v preteklosti in pol je to navdih za prihodnost, lepo. Kako pa tebi deluje, Benjamin? Ti si najbrž mal drug tip osebnosti? Jaz sem med že in še ne, kar se ciljev tiče. Meni grejo cilji mal na živce. Vidim, da si jih kao zadam, pa zapišem, pa jutri pozabim na njih. V tem strogem smislu sledenja ciljem sem zelo slab. Obenem pa vidim, kako skozi to željo, ki sem jo prej omenil, se pa ne vem, zdaj se ful veselim, da grem konec avgusta k temu istemu fitness trenerju, ki je v Kranju, ne vem, če se kje kakšen na Dolenjskem javil, ga bom bolj vesel, mislim, da je dober, no, in da bi šel pač delati z nekom, ki bi tudi to mojo pač težavo s hrbtenico znal pravilno upoštevati in tako naprej, bi mi bilo ful dragoceno. Druga stvar, dovolil sem si pač kriti eno izobraževanje zdaj na podjetju Transformacija, ki se ga bom zdaj udeležil, in je to, da si jaz dovolim, da se čutim vrednega te investicije in da grem v to zadevo, ki pač bo trajala naslednjih 5 mesecev, in da se čutim tudi dovolj vrednega, da se tam s temi ljudmi družim ali pa da sem del te zgodbe. To je recimo taka stvar, ki me bo popeljala naprej. In konkretno, jaz sem imel eno daljšo seanso molitve, pa en kup takih znakov je bilo, da je prav, da grem v to. Boga sem spraševal, da mi pokaž moj naslednji korak, pokaž mi, kako me boš usposabljal naprej za to delo, v katerega si me poklical. In sem srečal v enem ključnem trenutku enega tipa, naš dižavc, ki mi je ful priporočil to stvar. V naslednjem tednu sem med molitvijo, da me usposobi prošnja,
tisto sekundo telefonski klic iz te firme. Tako pač iz te firme, a veš, tako pač en kup takih znakov, znamen. Ja. To je pot, No, po sej to se kateri mi pojdi, zdi, ne? da nimaš toliko ti teh lastno pisanih ciljev, ampak imaš bolj zunaj prihajajoča znamenja in da si ti mal bolj, po moje, ne vem, to pa zdaj spet provokator v meni, da ti mal, tvoja pot je mal bolj cik-cak kot Jakobova, ali ne? Zagotovo. Jaz nekako vidim, da me Bog vseeno pele po nekih znakih, jaz se pa moram odpirati, da se jim prepuščam in da jih vidim in da sem odprt za njih. No. Pa len sem bolj kot Jakob. No. Jakob je priden, pa dela. Ali pa je moja pot isto cik-cakasta, samo da sem si jaz proti stvari zapisal. Ja. Jaz... Nekaj meni tudi, ko si rekel, tole ni deloval, pa sem šel na drugo stvar, to je za me tudi cik-caka. Ne? Ja. Ni ravna pot rasti, ne obstaja. No. To ni. Tih 5-letni cilji so bullshit, če me vprašaš. No. Jaz sem prišel v skupino z enim 3-mesečnim ciljem, wow, pa se je 15krat obrnilo, pa bo zdaj ful več od tistega cilja, ampak na čist drugačen način, kot sem se. Kako boš pa ti prišel do hiše, recimo, ali pa tako? Pač ti trdiš, da to je brez veze si zastaviti. Jaz sem, hvala Bogu, to rešil, ampak sem mal na ta način rešil. Ne ti, pač ne. A do hiše pridati, to nima smisla s 5 ali pa 10-letnim ciljem, ampak sam zaupati bojo sprot znamenja, to je to. Ne, mislim. Govorim za velike stvari, zato sem dal hišo kot primer, ker si rekel, 5-letni cilji so bullshit. Ne, v tem smislu, da si jih zelo natančno definiraš v tem poslovnem smislu ali pa da se zelo natančno v eno idejo zabezecaš, ki bo pač nujno morala biti točno tako. Na ta način so bullshit, ne. Jaz si mislim tako, no, da ta zadeva, ki si prej omenil, ta obrestni račun, ta zadeva je taka, da pač na zunaj nekih stvari, ki jih delaš v sebi in ki te Bog vodi skozi procese, morda dolgo časa ne bo kaj veliko vidno. Potem pa verjamem, da bojo stvari rezultirale v tem eksponentnem smislu. Ne? Tako da, če ti preveč linearen cilj, ti v bistvu potem s tem tudi rečeš, glej Bog, jaz sem tist, ki ve, jaz imam točno sliko, kako mora moje življenje izgledati, prostor za Boga pač zmanjšujem, izničujem. Ne? Ampak ta skušnjava se lahko naredi in pri mesečnem cilju in pri 5-letnem. Zato mi grejo pa malo na živce te cilje. Nasploh vsi. Tako na primerjavi hiše, nesmiselen cilj bi bil, hočem hišo na tej pa tej ulici, tako pa tako, za tak pa tak denar, ki ga bom jaz zaslužil tako pa tako pa tako. Pa takrat. Do takrat. V resnici jaz ne vem, v tem trenutku ima to zame smisel, ampak lahko pa čez 3 leta bo pa mene pot poslovna vodila 300 km stran in bo taka hiša zame neuporabna, bo predstavljala breme. In jaz verjamem, da Bog ne bo dovolj bremena, ki bi bilo težje od tega, kar lahko nesemo. Se pravi, ne bom do tega prišel. Če pa sem jaz odprt, pa rečem, Bog, želimo si dom, v katerem se bomo počutili varno, pa si ga lahko privoščimo, brez da bi to predstavljali finančno breme, ki ga ne bi mogli nositi, da bi bili pol sužni tega. In sem odprt in pustim, da pridejo prilike do mene, pol je pa to druga zgodba. Pa je lahko, pa znotraj 5 let bi bilo to dobro, ker pa gre otroci v šolo, pa ne, v redu. Ampak lahko se bo zgodilo, lahko se pa ne bo. Glih to, sem ta odprtost je pa spet lahko skušnjava, da pol nič ne narediš. No. To pa je to, kaj bomo pa naredili, kaj bi bil prvi korak, vsak mesec šparamo tok pa tok. Pa vidimo, če dela, pa refleksija. Tako. A smo na poti, ne? Hvala vama za odprtostjo, smo začeli in končali. Bistveno je to, ali sem na poti, ali sem pa v stanju nekega platoja, nekega ustrajanja na nečem, nekega prisvajanja neke identitete. In tu je v bistvu razlika tega, ali si vernik, ali si nevernik. Ali imaš to upanje v sebi, ali ga nimaš. Ironično je, da smo prav kristjani velikokrat ujetniki tistega, kar smo si s silo pridobili in za kar smo bili dovolj pridni, da smo dobili. Hkrati pa gremo pač še po kljukce v cerkev. Jakob, imaš ti kakšno, kar ti ostaje od tega pogovora? Vzpodbuda, da se ne ustavim, da ni nek končni cilj, ki bi ga rad sam dosegel, pa mislil, da pol bo pa ne vem kaj. Ampak samo, da je treba vsak dan narediti en majhen del poti, iti naprej, poslušati željo v sebi, Božji glas prek tega. Dovolj si delati napake, dovolj si tudi zgubiti, dovolj si slabo investirati, ne? In se zavedati, da slabša investicija je boljš kot neinvesticija, seveda, če nas ne pokoplja. Kaj pa ti?
Ja, ravno prihajamo z družino, smo ravno včeraj zgodaj zjutraj prišli iz 1000-kilometrske poti iz Tezeja, ne? In mi je ta pot, na kateri se marsikaj zgodi, pa z eno odprtostjo, kaj bo, ker mi skoraj nikoli kempa ne, kadar imamo road tripe, skoraj nikoli kempa ne rezerviramo vnaprej, ampak smo oba z ženo, to pa imamo v najni naravi je, da ne. In je mogoče malo tako kot ta hiša, no. Ni cilj na 14 ga bomo tle, 15 ga bomo tle, 16 ga bomo tle, ne. Ampak je naš cilj malo bolj na procesni ravni. Takole se bi radi imeli, tole bi radi doživeli, tole nam je pomembno, ne, in smo na tej poti odprti in ponavadi so najlepše stvari, ne, iz te odprtosti. In tudi to, ja, na to pot, ne, na te road tripe družinske se včasih človeku ne da iti, ne, ampak pol so dragoceni, no. Mogoče tako z metaforo zaključujem svoj okus po tem pogovoru. Hvala vama pa, da nam kaj prezgodi rekel, ampak tale trojka mi je za kakšno konstantno stvar. Dajte poslušalci povedati, kaj si mislite o tej trojki. Če bi slučajno bilo za naprej kaj še za razvijati. Hvala, Matej. Hvala.